Pozdravljeni, dragi gledalci. Prepričan sem, da ste že videli fine obleke znamke Hugo Boss. Danes je podjetje Hugo Boss osredotočeno na moško kolekcijo oblačil. Vendar, ali ste vedeli, da je ustanovitelj podjetja Hugo Boss oblikoval obleke za naciste? Podjetje Hugo Boss se danes sicer distancira od svoje temačne preteklosti, vendar moramo reči, da so bile obleke Hugo Bossa že v času nacizma zelo lepe. Res lahko rečemo, da so bili nacisti v resnici zlobneži v stilu. V času Adolfa Hitlerja je bil Hugo Boss eden najbolj profitabilnih modnih podjetij v Tretjem rajhu. Prodal je namreč več milijonov kosov oblačil in modne kolekcije za svoje stranke. V začetku 20. let 20. stoletja je bil Hugo Boss povprečen meščan v Nemčiji. Izdeloval je suknje, hlače in ostale obleke za ljudi. Vendar zaradi hude gospodarske krize je njegovo podjetje skoraj bankrotiralo. Vendar se je kasneje, leta 1931, pridružil nacionalsocialistični nemški delavski stranki. V stranki pa so nacisti videli njegovo nadarjenost za krojaštvo in mu dali nalogo naj šiva uniforme. Hugo Boss je izkoristil priložnost in si zagotovil velik posel, saj je postal uradni dobavitelj uniform za nacistično vojsko in SS. Obleke so bile zasnovane na način, da so izražale moč, enotnost in totalitarno oblast nacistov. Obleke Hugo Bossa so bile v večini primerov temne barve, imele pa so značilne simbole in dodatke, kot so rdeče in črne obrobe, zlate oznake s simboliko nacističnega režima. Te uniforme so nosili visoki politiki, kot so Heinrich Himmler, Rudolf Hess in drugi visoki funkcionarji Tretjega rajha. Sedaj pa bom predstavil, kakšne so izgledale uniforme Die Waffen-SS, Hitlerjeve mladine in nacističnih politikov. Uniforme vojaške enote SS, ki se imenuje tudi Schutzstaffel, so bile zasnovane tako, da so izražale moč, avtoriteto, strah in zlo nacistične oblasti ter pripadnost nacističnemu režimu. Uniforme so nosili vsi člani enote SS, vključno z vojaki, oficirji in drugimi častniki. V splošnem so uniforme SS imele črno barvo s posebnimi značilnostmi, ki so izražale pripadnost nacistični oblasti. Med posebnimi značilnostmi so bile značka SS na ovratniku in na kapah, rokavi z nazivi vojaških enot, črne hlače z rdečo črto ob straneh, rdeč trak s črno svastiko, ki so ga nosili na levi roki, ki je označevala pripadnost SS-u. Na kapah pa so nosili tudi človeško lobanjo. Prav tako pa so nekateri oficirji nosili tudi usnjene plašče. Uniforme SS so zaradi svoje simbolike postale zelo prepoznavne in so postale simbol zla, ki so ga zastopali nacisti. Danes pa se uporaba simbolov SS v mnogih državah šteje kot nezakonita in sporna. Hitlerjeva mladina. Uniforme Hitlerjeve mladine oziroma Hitlerjugend so bile zasnovane tako, da so izražale pripadnost nacistični oblasti ter mladinske organizacije. Uniforme so bile v večini primerov rjave barve, čeprav pa so bile tudi drugih barv, odvisno od starostne skupine. Uniforme so vključevale različne elemente, kapa z simboli Hitlerjeve mladine, rjav suknjič z pozlačenimi gumbi, rjave hlače in črne čevlje, rjav pas, rdeč trak z napisom Hitlerjugend, ki je označeval pripadnost organizaciji. Hitlerjeva mladina je bila pomembna organizacija za vzgojo mladih nacistov in je igrala pomembno vlogo pri širjenju ideologije nacizma med mladimi v Nemčiji. Sedaj pa uniforma politikov. Nacistični politiki so imeli različne uniforme, odvisno od njihovega položaja v nacistični stranki ali vladni hierarhiji. Uniforme nacističnih politikov so običajno sestavljale črn suknjič s posebnimi dodatki, ki so izražali status v hierarhiji stranke. Na ovratniku suknjiča je bil običajno simbol nacistične stranke. Nosili so črne hlače z rdečo črto ob strani in črne čevlje. Nosili pa so na levi roki rdeč trak s črno svastiko, ki je označeval pripadnost nacistični oblasti. Nacistični politiki pa so nosili tudi značke, medalje, trakove in druge dodatke, ki so izražali pripadnost sami stranki in nemški nacionalizem. Uniforme nacističnih politikov pa so bile zasnovane tako, da so izražale moč, avtoriteto in pripadnost režimu.
Med nacističnimi politiki, ki so nosili posebne uniforme, pa so bili Adolf Hitler, Heinrich Himmler, Hermann Göring, Rudolf Hess in Josef Goebbels. Po koncu druge svetovne vojne je bilo podjetje Hugo Boss v težkem položaju, saj so ga zavezniške sile, ki so zmagale v vojni, obtožile sodelovanja z nacističnim režimom. Podjetje je moralo plačati visoko kazen in se soočiti z omejitvami pri poslovanju. Vendar se je podjetje v naslednjih letih okrepilo in postalo eno izmed največjih svetovnih modnih podjetij. Leta 1999 so ameriški odvetniki, ki so delovali v imenu preživelih holokausta, začeli sodni postopek proti podjetju Hugo Boss zaradi uporabe suženjskega dela. Zaradi zlorabe prisilnih delavcev se je podjetje opravičilo. Kljub temu, da je Hugo Boss po vojni zanikal svojo povezavo z nacisti, je njegova zgodovina šivanja uniform za nacistično vojsko ostala v spominu kot poglavje v zgodovini, ki nas spominja na strahote, ki so se zgodile med drugo svetovno vojno. Upam, da vam je bil današnji komentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.